Dobrodošli na Moškem zajtrku, ki ga prvič pripravljamo pri družini in življenju v digitalni obliki. Danes je z nami moj gost in naš gost, Ciril Komotar. Ciril, živo, pozdravljen. Dobro jutro, dober dan vsem skupaj. Ja, živo, evo. Veš, takole je digitalno ogromno decev zbranih, ampak ko smo mi to zbrani v živo, pa da majčkeno povemo o zgodovini Moškega zajtrka. Se pravi, pred 20 leti sta moja starša, Dani pa Vilma Siter, ustanovila to naše društvo Družina in življenje, začela delati z zakonci, preventiva, gradimo odnose, za katere je vredno živeti, pravimo. In smo kmalu ugotovili, da poleg zakonskih skupin pa seminarjev, ki jih izvajamo primarno, je potrebno kdaj se tudi dobiti posebej deci, pa posebej žene. In smo ustanovili ta inštitut Moškega zajtrka, ki se je začel z nekako 8 možakarji v domači hiši v Krškem, v Leskovcu. Potem pa je preraslo v hotel v Krškem z 100 možmi, tam nekje iz Grega Čušin, ta pa vem, kjer ga leta 2010. Pa potem smo imeli kar nekaj takih dogodkov tudi s Francijem Petkom, pa z kakšnimi drugimi takimi gosti v Ljubljani, je bilo vedno preko 200 decev. Tako da dogodek ponavadi poteka tako, da imamo najprej en tak pogovor z gostom, kar bova zdajle imela s Cirilom, potem pa seveda sledi tudi prehranjevanje, ker zajtrk ni tega zajtrka. In tudi druženje. Tako da bomo zdaj v danih razmerah v tej digitalni obliki probali to nekako poustvariti. Upam, da nam bo uspelo, verjamem, da nam bo solidno dobro uspelo. Mimogrede, prijavilo se vas je preko 250, 260 skoraj, no. Tako da, evo, smo lepo zbrani. Pri družini in življenju imamo navado, pa Ciril je rekel, da ga ne bo nič motil, da za začetek malo zmolimo, ne. Tako da kar dajmo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Bog, danes smo tlele možakarji zbrani pred teboj, vsak pred svojim zaslonom, ampak verjamemo, da nas povezuješ ti. Pa tudi, če te še ne poznamo, tlele smo, da bi ugotovili, kaj so take tiste naše moške vrline, ki jih lahko v sebi gojimo, da bomo postali boljši možje, boljši očetje, boljši delavci, v končni fazi tudi bolj zadovoljni sami s seboj, bolj pogumni. Ker to naš čas potrebuje. Pogumne, pokončne moške. Hvala, ker nam ti pri tem pomagaš. Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku. Amen. Evo ga, dragi moji, to je to, Ciril, dobrodošel, živjo. Zdravo, dobro jutro še enkrat. Ja, še enkrat, dobro jutro. Evo, ful sem vesel, da se nama je končno uspelo takole dobiti. Hvala ti, da si pripravljen, evo, z lufta, te pokliče Benjamin in akcija. Z največjim veseljem, zato ker, pa to moram poudariti, saj ne bo nič narobe, če rečem, da so se že pred tem enkrat slišala. Jaz sem zelo pogosto se odzovem na kakšen intervju, ampak moram reči, da se zelo redko zgodi, da se nekdo tako temeljito, vsestransko ali pa celostno pripravi tudi na intervju, tako kot si se ti. Tako da, a veš, tudi s tem raste želja, ko vidiš, da imaš na drugi strani človeka, ki je pripravljen nekaj vložiti na to, da se bo z nekom pogovoril, ker čist prevečkrat so intervjuji ali pa tovrstni pogovori tako na prvo žogo, da ti je mogoče včasih kar malo žal, ker veš, da boš ti prišel 100% pripravljen in želiš nekaj od sebe dati, ker si bo tudi nekdo drug vzel čas, da bo to gledal ali pa mogoče prebral, ne? In si toliko bolj vesel, da človek na drugi strani, v tem primeru si bil tudi ti, da pride pripravljen, oborožen z znanjem in s primernimi vprašanji. No? Zato s toliko večjim veseljem. Cool. Hvala. Moram povedati, da jaz sem drugače zdaj trenutno v enem programu 90 dni brez alkohola, z mrznimi tuši, brez interneta, razen za službene namene. Okay. In če sem hotel Komotarja še naprej gledati, sem mogel nekaj zmašati. Ampak delno pa tudi res. Torej, pejva midva lepo počas po vrst. Midva sta v bistvu otroka iste dobe, ne? Mislim, jaz sem en let starejši, ti si 81-letnik, jaz sem 80 in pravijo za našo generacijo, da je tak hecen, ne tič, ne miš, ne? Mi smo nekako odraščali v analognem otroštvu, pa potem, ne, oziroma imeli analogno otroštvo, pa odraščali v digitalni dobi, ne? In to se mi zdi za nas kar značilno, ne? Povej malo tega svojega najzgodnejšega otroštva, kjer so oni flashi tvoji.
Zdaj, najprej bi reč tako povzel, ne? Mi smo una generacija, ki je bilo treba ven poditi, ampak obenem pa tudi sklicati, da pridemo že končno spet nazaj noter, ne? Najprej so nas, veš, kot otroci mi pač, računalnikov preprosto ni bilo, vsaj za v namene igre, ne? Ali pa nekega sproščanja, kot jih zdaj poznamo. In jaz ne vem, kolikrat je prišel oče ali pa mama, pa sta se drla z balkona, ne? Ciril, zdaj bo pa treba počasi noter, ne? Ja. Ampak pa se pa spomnim jasno neke ločnice, ko je pa v hišo prišel računalnik, ki je bil v tistem trenutku samo moj, oziroma sta ga uporabljala še brata, ne? In so potem tudi starši malo zaznali, zdaj pa otrok preveč igra enako igrico, ga bo pa treba začeti kontra ven poditi. Tako da zelo dobro se spominja mojega otroštva tudi po tej plati. Drugače pa tisti fleši, ki jih imam, so pa prijatelji, BMX oziroma kolo, hosta, pa biti zunaj, kolikor le lahko. Do takrat, ko je skrajni čas, da pa res prideš noter. In to mladost povezujem predvsem z biti zunaj, biti na luftu, pa biti s prijatelji. Točno to je. To, kar danes mnogim mulcem tako manjka, resno, ker imajo pač tako močnejše tele reke. Jaz se spomnim tudi sebe, sem dobil eno igrico, fuzbal je bil tak, res benigen, no, ampak tisti je bilo cel svet zame. Pol je prišla pa že Amiga 500 in edina igrica, ki sem jo špilal, je bila Formula. Ja, se spomnim, tudi jaz. No, evo ti, da disketa, ja. Tako, lej, fajn. Glej, tebe v bistvu kjerkoli te kdorkoli karkoli vpraša, ali pa kamorkoli prideš kakšno nagrado prevzeti. In ker smo tukaj zbrani v Žaklju. In večinoma očetje, ne? Ali pa tudi kakšni sinovi. Praviš, oseba, ki me je v življenju najbolj zaznamovala, mi dala usmeritev v življenju, je moj oče, ki pa je žal že zelo dolgo pokojni. Jaz bi kar prebral, če lahko, en zapis, ki v bistvu me je ganil do solz, no. Ko si na spletni strani od Atmosfercev imel nekaj za napisati za uvod, pa si napisal o Atiju, in to bi rad prebral zdajle. Kot uvod v to temo, no, da malo spregovoriva o tvojem očetu. Ciril Komotar mu je bilo ime, bil je moj ati. Kljub dejstvu, da se nisva objela že 20 let, 11 mesecev in 18 dni, ga pred seboj vidim, če imam oči odprte ali zaprte. Spomnim se njegovega obraza, dotika, vonja, glasu, gest, načina hoje, in celo občutka, ko sem ga držal za roko kot otrok. Predvsem pa se spomnim njegove energije, iskre v očeh, vedno in izključno pozitivnega odnosa ter občutka, ki mi ga je dajal vsak dan znova. To in njegovi modri nasveti so njegova največja zapuščina. Tista, ki mi pomaga živeti, prijateljevati, svetovati, vzgajati, ljubiti in ustvarjati. Rekel je, bodi to, kar si, ne glede na to, kdo stoji pred teboj. Naučil me je, da je vseeno, kaj mislijo drugi, da je pomembna resnica in ljudje, do katerih ti je mar. In da je v življenju zelo fino razumeti, kaj zares šteje. V bistvu k temu zapisu nimamo skoraj kaj dodati, ne? Ampak pejva rajš v zgodbo za tem zapisom. Daj prosim malo več povej tako iz tebe ven. Moj oče je bil, kljub temu, da ima tudi on zelo zaposleno življenje, ampak dejstvo pa je, da smo mi odraščali v nekem drugem sistemu in se mu jaz mogoče to srečo, da je bilo tako včasih, da so ljudje ob 6. zjutraj že delali in so bili ob 2, 3 doma. Tako da sem kljub aktivni karieri, ki je moj oče imel, delo je pri AMZS Slovenija, sem ga imel zelo veliko in sem imel tudi zelo veliko od njega. In ker je bila mama, bom rekel, mama 4 moškim, ne, oziroma 4 fantom svojemu možu, ne, na nek način, ker veš, imeti doma 4 desce plus službo in je ona res skrbela za dom v najbolj tudi tradicionalnem pomenu besede, ker pomeni, da je bilo vedno kosilo na mizi že za naslednji dan, ponovadi zvečer pripravljeno. Moja 2 brata sta 10 let od mene starejša, sta dvojčka. To je pol že tudi čist drug set zahtev in količina hrane in tako naprej, se veš, ker se fantje razvijajo, ker sem še čist majhana, ne. In hočem reči to, da sem jaz veliko svojega prostega časa prevzel ravno z očetom, ker je želel tudi to mamo na ta način razbremeniti, da je pa on otroke ven odpeljal, pa predvsem, ker sem bil jaz zelo mlajši, zelo veliko tudi mene. In jaz sem toliko prostega časa z mojim očetom preživel, oziroma zelo veliko, že od
rane mladosti in jaz ti tako rekel, jaz se spomnim sprehodov, ko sem bil 3-4 leta star, ko sva šla do Bajerja, pa sem kamenčke noter metal in ta vez z mojim očetom je bila zelo močna. In vse to, kar si zdaj prebral, tako je solza prišla, zato ker je bil res izjemno pozitiven. Pa mislim, prav neverjetno je, da se mi zdi, da ni dneva še danes, že pa jaz sem bil star konc 16, blizu 17, ko je umrl, ko se ne bi nanj spomnil in še danes vlečem veliko modrosti iz njegovih naukov, ki mi dejansko vsak dan pomagajo. Ne? Ampak tisti temeljni nauki, ki sem jih dobil od njega in pa od mame, so res, a veš, ki je rekel, ni pomemben, kdo stoji pred tabo. Se mi zdi, da dostikrat opazim pri ljudeh, s katerimi imamo opravka, da če je nasproti, ali je to sestank ali pa naključno srečanje nekdo, ki prihaja z neke visoke funkcije ali pa pozicije, da se takoj zgodi nek shift v dojemanju. To je pa zdaj ta direktor, to je pa zdaj ta človek, ki je tako ali pa tako uspešen. Jaz pa tega shifta sploh ne zaznam. Pač dejansko mi je popolnoma vse in pa imam tudi za voljo svoje službe, imam, bom rekel, neke vrste privilegij, da se lahko vsake toliko časa srečam tudi z najbolj uspešnimi ljudmi na svojih področjih znotraj tega okvira avtomobilizma načeloma. A gre to za izjemno uspešne oblikovalce, inženirje, ki jih zelo cenim, ali pa direktorje celo velikih multinacionalk. In mi to ful pomaga, da za začetek imam jaz občutek in verjamem, da tako je, da smo vedno na isti ravni. Ali je to občutek, ko grem v intervju ali pa v sproščen pogovor. In to je en izmed nasvetov. Ali jaz govorim z nekom, ki ima mogoče na papirju, čeprav se to sploh ne verjamem, nek poklic, ki ne bi bil manj spoštovan, čeprav meni se to zdi grozno, ker tudi neka čistilka, ona ureja dom ali pa ureja nek prostor. Meni se to zdi zelo, meni se zdi čudovito, in se mi ne zdi ta služba nič manj pomembna kot nekdo, ki pač, ne vem, vodi multinacionalko s 500,000 zaposlenimi. In jaz, ko pač stopim pred tega človeka, teh razlik ne vidim in to se mi zdi čudovito, ker prvič nisem nervozen, drugič pa se mi zdi, da se lahko s človekom na čisto drugačen način pa prej povežem. Tega se jaz še počasi učim, moram priznati, ampak če to pride s tabo kot dediščina, ki si jo dobil od očeta, Ja. Wow. Od obeh pravzaprav. Saj tudi moja mama je imela tako izkušnjo, da ona je šla pri zelo mladih letih živeti v Švico, ker je tam dobila neko službo hišne pomočnice in je tam delala pri enih najbolj uveljavljenih švicarskih draguljarskih družin. In sem jaz to srečo, da sem odraščal, da sem lahko gledal tako, ker smo vsem živeli v enem razmeroma zaprtem sistemu in mi je bilo vedno ful fino videti, kako pa ljudje drugod živijo. In ta pogled mi je pa v večji meri dala pa tudi mama, da sem lahko odrasel tako. In to se mi zdi ful pomembno tudi za otroke, ki jih učimo. Sem po domače rečen, noro dobro je, če ti uspeš vzgojiti otroka, ki ni zaplankan, na noben način. Prihajava do tega, možje, zdaj pač tukaj imamo dece, na ženskem zajtrku se bodo ženske z ženskami pogovarjale in mame z mamami, ampak recimo, če je vsem jasno, kako ogromno vlogo v sami vzgojnem procesu ima mama, se mi zdi, da zadnji čas prihaja precej bolj v ospredje in tudi zgodbo, kot je tvoja, tudi ta neizmerna vloga in potreba po tem, da smo očetje zelo prisotni v vzgojnem procesu. Ja. In praviš, on ti je privzgojil tudi, ali pa dal to tvojo ljubezen do avtomobilov, ki jo imaš, delal je prame za sejo. Jaz bom za uvod v temo avtov, jaz tako verjamem, danes bova govorila seveda tudi o plehu, ampak ne bova plehka. V temo avtomobila imam jaz eno svojo zgodbico za uvod, ki bi jo rad podelil. In sicer, evo, folk, tlele si pogledajte, tole je naš krški hofer pred kakim dobrim tednom dni. A vidite sliko? Hofer pred dobrim tednom dni. Ta bedna fotka, ni čisto nič posebnega, govori sem to, da sem prišel noter, pa sem rekel, žena, jaz sem hotel kupiti rožice za tebe, pa jih ni bilo. In to jaz res sem zanč naredil. Pridem domov, fotka, ljubi, rožico sem ti hotel kupiti, orhideje imaš že dosti, drugih pa ni bilo. Pa prav punca, ja pa so, tam dol so oni lušni kaktusi mali. In jaz rečem, kva, a to bi ti imela, ok, ni problema,
In naslednji, čakaj, zdaj pa hitro, jaz dam tebi nazaj. Enkrat bo lahko. Kako ti pa jaz podam hosta zdaj? Ok. Se pravi, kaktus bi imela. Rekel, zakaj? Ja, všeč se mi. Naslednje jutro, surprise, doma čaka kaktus. In pol, ko pridem domov iz službe, punce, a ti, ko si ti kaktus prinesel, pa kako je prišel do tega kaktusa, pa cel razburjen je pri ženskah doma okoli tega kaktusa. In pol, zvečer smo še pri molitvi, tako se malo zahvalimo za dan, pa reče žena, joj, hvala za kaktus. In moj mali sin, ko 2 leti pa pol star, reče, a ti, kje imamo Citroen kaktus? To je edini kaktus, ki ga on sploh pozna v lifeu, ne, mislim, kaktus kot roža za njega niti ne obstaja, ne. Tako da, naš mali midva sva hodila po kempu dol in zdaj letos je bil star točno 2 leti na morju, vse znamke, on je dvigoval plahte na avtih, veš, ko so zaradi borovcev, on je dvigoval plahto, pa gledal, ati, Mercedes, ati, Audi, mislim, noro. In v bistvu tako, no, jaz imam pač 3 starejše punce, pa pol fanta, in onih 3 pač to absolutno ni nas zanimalo. Žiga pa prva beseda je bila brum, 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 ne. Jaz bi to želel poudariti, ne. Jaz se absolutno ne strinjam s tem, ko ljudje dostikrat rečejo, da se mi rodimo kot nepopisani listi papirja, ne. Mislim, to absolutno ni res, ne. Saj nekaj je že privzgojeno, pa razumem, pa ima oče rad avtomobilizem ali pa mobilnost na splošno in ene stvari se otrok navzame, ne. Jaz tudi verjetno ne bi bil tako zaljubljen v košarko, če moja 2 brata ne bi zelo resno trenirala košarko, ko sta bila ona 2 mlada, ne. Ampak hočem reči, da ene stvari pa človek nosi s sabo, ne. In pač, če je to pri ženskah mogoče pogosteje skrb za dom, pa ene druge reči, je pri moških to izraženo na drug način jasno. In to eni zdaj zadnje čase bežijo od tega, meni se pa to zdi ful lepo videti, ne. Ker tudi v tem, ja, absolutno, in tudi, ker vidim, da prihaja do nekih, bom rekel, odklonilnih odnosov pri delno klasičnem razporejanju vlog, ali je to v zakonu ali pa v odnosu, ne, jaz potem ne vidim nič slabega, ne, zato ker, kot si rekel, ne, zadeva mora biti komplementarna in se mora dopolnjevati, no, tako toliko tem. Ja, super. No, ampak hodil sem tudi malo na to, kaj nam moškim pomeni avto, mobilnost, to v simbolnem smislu, se ti zdi nasplošno, no, pa pol bi šla malo na teme, kaj nam Slovencem pomeni avtomobil, pa potem bi šla tudi na teme, kako mi Slovenci vozimo, pa tako malo, če greva v te smeri. Ja, seveda. Mislim, v začetku nam moškim se mi zdi pomeni avtomobil zgolj eno fantazijo, ne. Zato, ker pač se potopiš v nek svet igre in ti to veliko pomeni že samo zaradi tega. Saj te privlačijo avtomobilčki zato, ker je en moder, en pa rdeč, pa tretji zelen, pa se zaradi tega z njimi igraš, ne. Potem pa to preraste lahko tudi v prvo res čisto pravo neodvisnost, ne, ko enkrat narediš izpit. Se mi zdi pa, da imamo Slovenci itak en tak zelo specifičen odnos do avtomobila kot samega, tudi zato, ker še vedno nosimo, ne bom rekel rane, ampak posledice sistema, v katerem smo živeli. A veste, jaz vedno tako rečem, ne, v Lukovci, kjer sem odraščal, je zraven naše hiše blok. In v tem bloku je, bom zdaj karikiral, 12 stanovanj, ne. In včasih je bil pred blokom en avto, pa potem 2, pa dolg časa nič. Mi Slovenci nismo z avtomobili, vsaj moja generacija in prejšnje gor rasli tako, kot že 100 let rastejo z njim gor Francozi, Nemci, pa Velika Britanija in tako naprej. In se mi zdi, da globoko v naši psihi avto še vedno pomeni nekaj, kar je totalno wow in smo tudi zato še vedno tako fascinirani nad njim, ker pač, a veš, včasih je bila Bohca, pa pol je Renault 21 od nekoga, ki je bil malo bolj, bom rekel, prdnarjo, a ne, in pa se pa sistem do neke mere razpadel, pa se vse skupaj začelo odpirati in je kar naenkrat avto bil pa tukaj. In vzporedno s tem se mi zdi, da Slovenci v povezavi z avtomobilom, pa ne mi narobe razumeti, mi smo narod tehniške kulture. Mi smo z mobilnostjo in vsem že dolg časa povezani, ampak nekaj je biti narod tehniške kulture in imeti zavednost za to na drugih področjih, nekaj je pa imeti avto kot dobrino, ponotranjiti ga. In se mi zdi, da v marsikakšnem pogledu mi Slovenci o tem na ta način tudi še odrasli nismo,
ker ima svetle pa temne plati, ker avto na nek način na novo dojemamo, ne, pa se vem, da je zdaj že 30 let od tega, kar smo osamosvojeni, ampak se mi zdi, da so to neke stvari, ki bodo puščale posledice še nekaj časa. Ne. Zato pa smo Slovenci tako na avtomobile. Ne. Oranka avto je pa treba imeti. Ne. Verjamem pa, da če bi z avti rasli gor že 120 let, ne, da bi bil ta faktor mogoče ne toliko poudarjen, pa ne toliko izrazit. Ne. In to se kaže v pozitivnem odnosu, v pozitivnih stvarih, da smo res navdušenci, pa imamo radi avte, pa imamo radi šraufamo, pa tako naprej, pa do tega, da prihaja do ekscesov, ker pač preprosto ne znamo handlati včasih tega, da je avto neka stvar, ki si jo nekdo lahko relativno lahko pa hitro umisli, in potem seveda prihaja tudi do neumnosti, pa do kulture. Ne. Kulture pa avtomobilska oziroma v mobilnosti je pa tudi stvar izobrazbe. In tukaj govorim tudi o bontonu. Ne. Tako. Ja. Takšen se mi zdi, da je naš odnos. Zdaj sem zelo posplošil, ne, ker se mi zdi, da mogoče tudi ni prav, ampak se mi zdi, da včasih s posploševanjem pač nekako lažje dosežeš ali pa poudariš ta point. No. Tako se mi zdi. Neke stvari definitivno, ne. Ja. Kaj pa vožnja, no? Dajva malo povedati, kaj je o vožnji, pa o tem, kako znamo mi morda tudi kakšno svojo frustracijo zventilirati na cesti. Ti gotovo praviš, prevoziš tam 60, 70, 80 tavžent na let, tega verjetno vidiš veliko, ne? Ja, seveda, mislim, jaz z osebnega vidika vožnja zame pomeni sprostitev. Jaz, ko sem v avtomobilu, je to čas zame. Jaz živim na Štajerskem, v Miklavžu na Dravskem polju in se 3-4krat na teden peljem v Ljubljano. In pač ti vem, da imaš 4 otroke, ne? Jaz imam enega, pa je včasih lahko overwhelming, zato ker imam tu Štajerko za ženo. Dnevno vozil iz Krškega v Ljubljano, zdaj se pa ne več. Pa verjamem, da ti kar čas malo tole. In ta ura v eno smer in potem ura v drugo smer zame pomeni izredno sprostitev in mir. Tukaj jaz najdem, tukaj mi nihče nič ne more. In mi zato avtomobilski kokpit lahko pomeni veliko zato, ker je dober dizajn, pa so napredni sistemi noter, ampak tudi zato, ker ko enkrat zaprem vrata, imam čas, da se umirim, da razmislim, konec koncev, da je to tisti čas, ko rečem končno, zdaj bom pa poklical najboljšega prijatelja, pa se bom midva zmenila za en tisti pir umeru, ne da mi ta mala pomen leze ali pa tako naprej. Ne. Ali pa da jaz njemu malo pojamram, pa on malo pojamra, da se malo tudi tako poveževa in tako naprej. No. Tako, to mi pomeni avto. Pa to mi pomeni vožnja, ne. Da ne govorim o tem, da mi vožnja pomeni že z vidika vožnje lahko zelo veliko. Ne. To se pravi, da mi pomeni zelo veliko lahko, ne vem, en res dober odpeljan ovink, ali je to na dirkališču, ali pa na lepi gorski cesti, ali pa tudi, da grem lahko včasih samo na cesto zato, da se usedemo v en avto, ki ima odlično nastavljeno podvozje, pa grem uživati v tem, kaj so inženirji neke določene znamke uspeli skupaj spraviti. Ne. Ker vsak avto spraviti od nič pa do tega, da je na cesti, da je serijski izdelek, to je zame, mislim, tako en mini čudež, ker se ljudje sploh ne zavedajo, na kakšen način, bom rekel, je mobilnost pa avtomobilizem povezan zelo globoko tudi s Slovenijo. Ne. Ker dostikrat se reče, avtomobili Slovenija, ne vem, Akrapovič, Hidrija, Revoz, Adria, pa se pa počasi konča, pa se mogoče niti ne zavedajo, pa sem prepričan, da to marsikdo izmed vas ve, koliko tesno smo Slovenci povezani z avtomobilsko industrijo, ker je ogromno. Tako bom rekel, avtomobil reže kruh marsikateri slovenski družini, pa se tega niti ne zavedamo. In se mi zdi, da treba to spoštovati, ker pač kruh je pa, to je pa dešit, ne, prosti, ampak. Kruh je pa drag. Ja, tako. Fajn. Ja, mislim, halo, ne. Če greva zdaj nazaj v najine čase mladosti in te zaljubljenosti in fascinacije nad avti, ne, jaz spomnim. Moj prvi avto je bil Hrošč, ne, kupljen za $50,000, letnik 74, ne bom nikoli pozabil, ne. Potem sem pa na Citroene, pa tako, no, ampak jaz sem recimo rad se vozil, ful sem imel rad avto in ta osamosvojitev, ki imaš svoj avto, ne, mislim, to je noro, ne. Ampak jaz nisem razumel, veš, ti si neki zelo dober zastopil, ne. Ti lahko z veliko avti se voziš, kot da greš malo okrog po salonih, pa se pretvarjaš, da si kupec, ne. Jaz tega nisem zastopil, pa sem tako v parih letih zamenil 14 starih Grand, vse v vrednosti do $200,000, ne. Ja, lej, tako se je začela. Lej, da bodo moški, pa da bomo vsi razumeli. Jaz sem bil tako noro zaljubljen v avtomobile, da mi srce ni dalo, da ne bi vozil novih avtomobilov. Sprav, jaz sem, veš, v enem trenutku revije pa literatura, ki je povezana z mobilnostjo, ker jaz sem kar študiral, mislim, zapleteno literaturo, samo zato, da sem bral nekaj o tem in sem se izobraževal, ne vede.
Ampak v enem trenutku je bilo meni to premalo in jaz sem je prišel nek nov avto in jaz sem ga nujno želel voziti, ker sem videl, če so ga pri avtomagazinu vozili, pa jaz sploh nisem imel v glavi, oni so mediji, oni se s tem ukvarjajo. Meni je bilo vsem za to. In sem potem šel do različnih avtomobilskih proizvajalcev in v salone in sem se pretvarjal, da sem kupec, čeprav v resnici tudi približno nisem imel denarja. Potem si mislil, da je testna vožnja, pa spet ni teh bal, da se jo ne bi dal dobiti, ali pa prosto za testno vožnjo in to je pol na koncu. Ne bom rekel, da se je izrodilo, ampak moram reči, da sem imel potem že zelo prefinjene taktike, da če sem želel peljati Porsche 911, da sem šel najprej na Mercedes, pa sem si tam dobiti Mercedesa E, da sem jaz prišel na Porsche dealerju v stilu. In to je bila pol taka, v bistvu zame taka zelo lepa igra, ki je bila precej dobro razvita od začetka do konca in moj nastop je bil kar dobro izpiljen. Tako da pol so pred hišo prihajali Maserati, Porsche, Audi, Mercedes. Oh my God! In že takrat sem jaz tudi imel vedno kamero pripravljeno. Jaz moram te videe enkrat v digitalno obliko spraviti in tega je bilo precej veliko. In vedno, ko sem imel avto, če sem ga imel za 24 ur, je bil to absolutni praznik zame in za prijatelje, ker sem se šli peljati. Ampak vedno sem rekel, fanti, mi moramo še nekaj posneti. Čeprav to nikamor ni šlo, ampak jaz sem čutil nekaj, da želim. Ti si v tem že čutil svojo poklicanost? Ja, zato ker rad ustvarjam. Ali ustvarjam rad z besedami, s fotografijo, z videom ali s pogovorom z nekom. Se midva zdaj tudi ustvarjava neko zgodbo, oziroma, veš, ki bo mogoče kdo nesel dalje. In že takrat sem to čutil. In tako se je začel, tako sem jaz prvič okusil te nove avtomobile, fine avtomobile. Pol v eni točki pa, a grem lahko kar naprej tukaj? Kar pejte, zaradi tega, ker sem hotela iti v to zgodbo, kako te je v bistvu to pelal k tvojemu do poklica mojega. Poglej, v glavnem, jaz sem bil počel na avtomobile, jaz sem vedel vse. In v eni točki se je na trzinski obvoznici nasprot mene po drugem pasu pelala takrat nova Carrera GT, to je bilo, ne vem, 2.4 ali pa 2.5, 2.4 verjetno, avto, ki je stal $500,000 mark. In jaz sem v trenutku prepoznal tudi tablico in sem rekel, jaz vem, kdo je ta lastnik. Sem se obrnil, sem šel za njim, ampak jaz sem mogel še do semaforja priti, skratka, jaz sem pol unga človeka mogel najti. In sem rekel, približno, verjetno je šel sem zapeljal v tisto ulico. In sem po pol ure iskanja najdel ta avto parkiran, tam pred neko poslovno stavbo. In jaz sem si v glavo dal, jaz želim ta avto videti tudi znotraj tudi. In sem čakal uro pa 15, koliko časa že zunaj, da bo ta človek prišel z tega sestanka. In sem odprl pogovor z naslednjim stavkom, se to dostikrat rečem, ampak sem jim še danes posrečen zdi, ker je to res. In sem rekel, gospod Tomle, pozdravljen, moje ime je Ciril Komotar in moja mama pravi, da kdor jezika špara, kruha strada. In njega je to čisto nerad vrgel, kva mi zdaj en mulc tukaj teži, pa jezik, pa kruh, pa šparat, pa tako naprej. In sem rekel, gospod Tomle, se vi ste pa poznal mojega očeta, pa rekel, jaz sem takoj, ko si rekel Ciril Komotar, sem se spomnil. In pol sem rekel, poslušajte, pa bi vi mene pelil en krog. Pa on seveda ni imel časa zame. Mislim, a veš, redko kdo si vzame čas, da bi zdaj pa kar enega, ki ga ne pozna. Pa rekel, poslušaj, ne morem, sem rekel, pa dajte vi meni kar telefonsko, vas bom že še kdaj poklical. In sem ga spet ujel, In ni niti pričakoval tega in ni imel niti, bom rekel, tisti... Obrambnega mehanizma, dec ni imel pripravljenega. Ni bilo, tako je rekel, 041 in sem že, koliko? Dobro, vas bom poklical, In jaz sem njega res potem enkrat na teden klical, dober dan, gospod Tomle, me peljete en krog, seveda nikoli ni imel časa. In pol po kakšnem mesecu pa pol je rekel, vmes, ali pa mogoče še več, 2 meseca, on je pol že avto vmes prodal. Ampak nima veze. En trenutku je rekel, pa dober človek, pa kva ti delaš v lifeu, A veš, tako, zakaj me skozi kličeš? Pa nisem bil tako annoying, ampak vedno zelo spoštovanje, pa tako, a imate čas, nimam, v redu, nasvidenje. In pol je rekel, veš, jaz sem pa drugač, med drugim tudi eno avtomobilsko revijo, ker ima nekdo neki dolžen, pa je on pol prišel do te revije in se je s tem tudi ukvarja s tem še danes. Auto in šport, ali kaj? Ja, Auto plus šport je bila to revija. Pa sem rekel, res tega pa nisem vedel, ker res nisem vedel. Jaz sem pač hotel se s tisto Carrero GT peljati, vse. Pa je rekel, prav, je zaznal entuziazem, pa je rekel, pa ti zna, in mi je hotel nekaj dati, ker mu je bilo nerodno, da mi ni peljal z avtom. Pa je rekel, pa znaš ti pisati, ali pa kaj? Pa sem rekel, ja, spisi sem pa vedno 5. Matematika, bože, ne daj, spisi pa 5.
Pa rekel, pa znaš kaj pol dobrega napisati? Si kdaj še na avto pelil? Jaz pa, ni problema, veliko že, a ne, ker to je bil že tisti čas, ko sem jaz to... Igra si imel že upeljano, ja. Ja. In pol je rekel, zdaj do naslednjega torka mi napiš kaj, ko si pelil, napiš eno stran ali pa stran pa pol. Sem rekel, ni problema in se še zdaj spomnim. Mislim, da je bila 8:30 zjutraj ura v tork, jaz sem stisnil send email in čez urico 2 dobim nazaj mail, ki je bil zelo kratek, ampak en najlepših mailov, kar sem jih kdaj uspel dobiti ali pa prebrati. Pisal je, Ciril, naslednjo sredo te v pisarni čaka novi Mercedes A. Kaj, prosim? In meni se je odpeljal, ampak meni se je res odpeljal. Jaz sem se začel dreti in sem po zgornjem štuku bajte laufal in sem se daril, ker pač sem mogel nekako ta šok in srečo vendati, mama je preletela v zgornje nadstropje, Cirila, vse v redu, in sem še kar laufal. No, v glavnem, in tako sem en odprl svet avtomobilističnega novinarstva. Ampak, a veš, to ni tako, da prideš tja zdravo, zdaj boš pa to testiral. Ne? To je bil ta prvi avto, ki sem mi ga dal, zato da so me mogoče malo utišali. Ne? Jaz sem pa to šanso zagrabil. No, tako. Ta zgodba mi je tako pomembna iz toliko velikih vidikov, res. Lej, pazi, moja fora, ne? Moj oče je iz službe včasih prinesel kakšne stare avtomagazine, ne? Jaz sem to tudi požiral, Martin Česen in to so bili idoli in tako. Peugeot 607 pa Citroen Lineage je bil tisti konceptni avto gor pri meni na plakatu, ne? Ampak jaz sem pa ti rekel, jaz bi bil tudi novinar avtomobilističen, ampak jaz sem mislil, da je treba ali športni faks, ali tehnični faks, ali ne vem kjer faks. Pa ne, da mi je danes karkoli žal, jaz sem v nulo prišel tam, kamor moram biti, ne. Ampak, hočem reči, ta mentaliteta grem za nečim, mogoče malo puši, ampak malo je včasih treba biti, pa hkrati skriv. No in pa tudi, kako si ta del zagrabil, mi je všeč, praviš, zdaj še to povej res, kaj je pol to na tem novinarstvu bilo, kako si začel, ker te začetki so v resnici dokaj skromni, danes se marsikjer mulc ne podave tako skromne začetke, ker so malo pod njim kao. Jaz sem tako rekel, mogoče sem rekel preveč, ko sem rekel, da sem stopil v svet avtomobilskega novinarstva. Zato ker, a veš, biti avtomobilski novinar ali pa se prebiti do tega, da ti na redni bazi dobivaš avtomobile, se z njimi voziš, v njih pišeš, pač to je zelo zaprt krog in jaz sem se tega zelo hitro začel zavedati. In zgodilo se je to, da sem jaz pač imel odprta vrata v uredništvo, kjer sem bil zadnji v vrsti za to, da bom jaz kakšen avto pelil. Ampak meni je bilo ful pomembno, da sploh jaz zraven sem, da jaz čutim ta utrip. In jaz sem potem 2 leti, ali pa mogoče, bom rekel 2 leti, preden so me draftali drugot, sem 2 leti nam rekel delal praktično zastonj, ampak jaz sem dal ves svoj prosti čas v to. Delal sem pa, dajmo mogoče reči, pa sem res bil velik tam, za mogoče 150 evrov na mesec. Torej, absolutno ne za vsote denarja, ki bi mi pomagala bolj lagodno živeti, ali pa dajmo reči, za tank 2 bencina več sem imel. Ampak hočem reči to, da jaz sem se zelo zavedal, ali pa mene je nekaj tukaj noter gnalo. Jaz sem vedno imel, sem imel službo, sem imel delo, in sem nekam hodil v to službo, zato da je nek denar sem imel, da sem lahko imel se veš za bencin, da smo šli lahko s fanti na morje, da sem šel lahko na to tretje, da sem lahko normalno živel. In jaz sem 2 leti delal za praktično nič in sem se obenem zavedal, da sem v neke vrste privilegiranem položaju, ker sem že takrat se zavedal, da koliko moških si nekaj tazga želi, ker tudi vidim, kakšen je odziv, še danes je identičen, ko se pripeljem na basket, vedno z drugim avtomobilom, ker to pač je neka želja, neka fascinacija. No, in jaz sem pač 2 leti samo bodi tiho, glavo dol, uči se, ker ne veš, mogoče imaš zadnjič tako priložnost. In jaz sem takrat prvič v življenju prijel sodoben profesionalen fotoaparat v roko. In kadarkoli bo treba kaj poslikati, jaz bom. Kadarkoli bo treba avto vrniti ali pa prevzeti, jaz bom. Kadarkoli bo treba iti avto prat, avto urediti, avto predati, napisati, jaz bom, novička, jaz bom. A ti je všeč novičko? Meni res ni bilo takrat, da bi šel pisati novičko o nekem viličarju, zato ker je pač ima nek nov sistem varnostni ali pa kaj pa jaz vem kaj. Ampak jaz sem v tem tako zelo užival in nekako sem videl luč na koncu tunela. Moram poudariti to, jaz pogosto slišim, da ljudje bi, tako bom rekel, po telefonu smo mi govorili o tem, Veš, tudi vrhunski kuharji imajo vajence, ki delajo praktično zastonj.
in se ob tem zavedajo, da bodo domov odnesli ne evre, ampak bodo odnesli znanje in izkušnje, ki jim bodo pomagali živeti ali pa vzdrževati družino in sebe. Ne? In pač v enem trenutku je treba v life odkrično stvar tudi riskirati. Jaz sem bil tako srečen, da sem se že takrat tega zavedal. Imej poštimane osnove, pejt nekam, da zaslužiš nekaj denarja, pa daj svoje srce v to. In pač jaz sem bil vesel, da je potem nekdo drug opazil ta moj entuziazem, nekdo drug z resnega medija, ki je imel prostor za novinarja, ker Avtošport je že takrat, pa še zdaj je tako zelo majhno uredništvo, ne, z nevelik član in to ni zdaj, ker kle imaš službo, zdaj pa se ti ukvarji z avtomobili, ne, to hočem reči. No, pol pa 2006 me je pa potem draftal, jaz temu rečem Miha Merlak, danes urednik avtomobilnosti, no, takrat je bil pa delo na Siolu, sprav spletni stran siol.net, oddelek Automoto. Je pa rekel, poslušaj, vidim, kako mi je všeč, da se vedno, jaz sem še vedno na glavo metal, veš, ko doskrat imaš, to je pri katerem koli poklicu, imaš ljudi, ki delajo samo zato, da naredijo, imaš pa ljudi, ki delajo zato, da je res dober narejen. In jaz sem bil tiste vrste človek v sklopu Avtošporta. In potem me je Miha draftal rekel, poslušaj, bi ti želel prijeti na Siol, ne. In že tudi po 2 letih v tem fohu, tudi ko sem na Siol prišel, ne, je bil ta prvi moj članek prav to, o viličarju. Ne. Nisem je takrat izdal nekega viličarja, ki se je imenoval Pivo. In to je bil moj prvi članek in sem mislil, pa to kamar napele. Ampak pa se je pa zgodba začela odpirati in odvijati tudi prvič s pravim mentorstvom in se je nadaljevala do danes. No. Ej, noro. Praviš, in tam si dobil spet eno tono izkušenj, ne, na Siolu in tako. Ja. Da si pol v neki točki začutil, ne, zdaj bi pa jaz začel snemati Komutar minuto in praviš, tudi ti začetek tega vloga v resnici, ki je zdaj, wow, 150,000 sledilcev, pač prek vseh teh socialnih omrežij, a ne. Mislim, to ni malo, ne, in bi rad malo tako na to vlogersko sceno šel, ampak daj mi povej, kakšni so bili tvoji občutki, kako si se odločal za to, če pogledam prvo Komutar minuto, to morda znal biti tudi jaz, ne, v tem smislu, recimo, ne, prav, ni še nek presežek sama na sebi, ampak si evolviral se, ne, si se razvil. In to je tudi še en princip, ki se ga lahko naučimo, ne, mislim, vse v resnici je podoben temu, kar si zdaj govoril, ampak zdaj pa že na tem področju, ne. Zelo preprosto je. Jaz sem začel vlogati, več je vzrokov, zakaj sem začel beležiti svoj dan skozi video obliko in to zbirati in sestavljati in objavljati. Ne. Primarno vzrok je bil to, da je meni manjkalo video ustvarjanja, tudi zato, ker se je zmanjšal budžet. Ne. Na Siolu. In jaz sem takrat na Siolu, smo delali po, ne vem, 50 videov na leto ali pa še več, ne? In ker naenkrat tega denarja ni bilo več, meni pa to malo manjkalo. Druga stvar je to, da sem spremljal kakšne vlogerje oziroma ustvarjalce vsebin v tujini, k nam vedno pride malo zamikam vse skupaj in sem nekako vedel ali pa čutil, da bi jaz to znal narediti, ker sem se jaz vedno na Siolu, bom rekel, nisem bil klasičen avtomobilski novinar, ker sem, poleg tega, da sem pisal, sem vedno ohranil tudi to, da sem fotografiral, v bistvu v enaki meri in da sem snemal videe, da sem bil pred kamero, za kamero, v montaži, da sem pisal scenarij, da sem od česar živel vse. Ker pač v tem uživam, ne? To smo že vzpostavili. In v enem trenutku sem se jaz začel zavedati, da jaz imam vsa orodja potrebna, da bi znal sestaviti vlog, ali pa da bi ga vsaj poskusil. Zato, ker pač vem, kako posneti, vem, kako izbrati vsebino in razumem, koliko enega materiala gre v video izdelek, ker ti se moraš potem odločiti, ne? Tako kot piše članek. Najlažje je članek napisati, ali pa vlog narediti. Dajmo reči članek, napisati 3 strani dolg. Pa neseš to uredniku, pa prav, poslušaj, jaz želim pa enako količino informacij na pol strani. Pa ti začneš, in takrat se ta prav del začne, ni se problema razpisati, niti mal. In isto je pri vlogu. In jaz sem takrat začutil, da imamo vse potrebna orodja, zbrana, pa izkušnje, pa znanje, da bi znal sestaviti uspešen vlog. In moram poudariti tudi to, ko sem sestavil prvi vlog in drugega, tretjega in verjetno še do 100, jaz niti slutil nisem, da bi to sploh lahko bil moj, da bi lahko samo od vloganja živel oziroma s tem samo to delal. Zato, ker pač jaz sem res izhajal iz tega, da je meni to fajn delati. Jaz nisem niti imel namena kariere graditi iz tega. In jaz se še zdaj spomnim, da mesec pa pol zatem, ko sem objavljal vloge, sem bil z enim kolegom novinarjem in Matej iz Volana na kanalu Amaja oddajo, je rekel, ti, a ne bilo hecen, če bi ti enkrat pa lahko sam snemal s telefonom pa delal to. In jaz sem mislil, pa kaj je s tem človek, pa ti si nor, to je nemogoče, jaz sem pač novinar, to se ne da od tega živeti, ne.
Ampak pa se pa zgodila neka taka prijetna progresija, da so ljudje zagrabili, vsebina je tudi rasla v tem smislu, da je postajal vlog ali pa video vse boljši in v eni točki so se tudi na Sijolu mi zahvalili za sodelovanje, ker so pač mogoče niso toliko videli, da bi lahko bil jaz sem Komotar minuto videl kot nek satelit nekega resnega medija, razumeš? Se pravi, vi ste tukaj, jaz sem pa tukaj in mi si pomagamo in gremo skupaj skozi to, bom rekel, medijsko vesolje, ne? In v enem trenutku je bilo tako, da so da se je zaključilo sodelovanje, takrat je bil pa trenutek resnice, ker takrat je bil pa vlog že prepoznaven, ampak ni bilo pa še tako, jaz bom od tega živel, se ni noben problem. Zato, ker v trenutku, ko se je razvedlo, da grem jaz iz Sijola stran, sem takoj dobil ponudbe za delo drugod. Zdaj pa trenutek, ker se moraš pa ti doma z ženo usedeti pa reči, ok, kaj bo pa mi do zdaj naredila? Jaz sem imel tudi to srečo pa privilegij, da sem imel stanovanjski problem rešen. In sem imel to srečo, da te osnovne stvari štimajo, da sem lahko pa sploh rekel, poslušaj, jaz bom pa probal. Jaz pa ne bom sprejel tiste službe, jaz bi pa rad 100 Komotar minuto probal. Takrat je pa pol pomembno, da imaš ti močno podporo partnerja ali pa da tudi ti zaupaš vase, pa v svoj instinkt in znanje in izkušnje, da boš to speljal. Zato, ker ni bilo nobene garancije, da če meni ne rata, da mene še zmeraj neka služba čaka. Ne? In v tistem trenutku sem se jaz potem odločil, da bom šel v to zgodbo in to je to. Zmer, ko se predstaviš kjerkoli, ne, to mi je res všeč in to je bil eden od momentov, ko sem jaz rekel pismo, tega tipa bi lahko tudi prdižu ponudili za kak dogodek, ne, ponudili v tem smislu, povabili. Ti zmer tam rečeš na drugih intervjujih, najprej sem mož, oče, ne, oziroma pazi, na Komotar minuti ti piše še partner, ne. Moram zamenjati. Veš, ko sem premalo žuren, mnogo premalo žuren. V določeni točki je prišlo do poroke, ne, a imaš mogoče na to temo zapovedati. Vidva sta Tino, tako malo odnos, zgodba vajna. Midva sva, veš, dve nasproti, ki sta se našla dobesedno na pol poti, ker jaz sem z ljubljanskega konca, iz Lukovce pri Domžalah, rokovnjač. Moja Tina je pa Štajerka in so se srečala na pol poti v Celju, ne. Min gre tudi ona je bila ena od glavnih podpornic tega, da bi se vlog začel, zato ker pač je rekla, poslušaj, če ne boš ti, ne, te pa bo kdo drugi. Sem rekel, ok, v redu, tak je, ne. Te pa vredi. Ne, ga funflat. No in poročila sva se pa, midva sva že dolgo časa skupaj. Midva sva skupaj spoznala sva se 2010 oziroma 2009 in sva v bistvu, preden sva se poročila, sva bila skupaj že 10 let praktično. No. Poročila sva se predlani. Se nam je pa zdelo, da sva itak že predolgo časa odlašala s poroko, pravzaprav zdaj, ker nazaj gruntam, niti ne vem zakaj, ampak v enem trenutku se nam je zdelo prav čudovito, da bi se poročila. No. Ja, ker vidim, da v mnogih videih tako, veš, sama poroka, odnos, ko pač itak praviš, kjer imam Tino noter, tam itak ful gleda, ne. Ja, samo to je dvorezen meč, veš. Ne smeš pa pretiravati, ne, vendarle hraniti svojo zasebnost in to, ne, mislim, Ja, seveda, veš, saj mogoče včasih nje ali pa otroka, jaz to zelo organsko delam, ne. Ava ali pa Tina se znajdeta v vlogu takrat, ko se dejansko znajdeta, ko jaz snemam vlog. Jaz ne grem namensko snemati, danes pa moram vajo imeti, zato ker bojo meni rating izrasli, čeprav je očitno, da je vlog vedno veliko bolj gledan, ko imam noter hčerko, psa ali pa Tino. In zato, ker pač je to malo drugače, zato, ker so ljudje sploh, se mi zdi, da smo ljudje malo voajerji, in radi gledamo tudi, kaj se v družini dogaja, ampak jaz imam vedno pred očmi to, da vse to je vse super, ampak jaz sem v osnovi avtomobilski novinar, ne. In moje osnovno primarno poslanstvo je pač deliti avtomobilsko vsebino, včasih pa tudi kakšna druga stvar odpade. Sam, veš, zelo mikavno je, da bi pa jaz iz tega posel naredil, ne? Da bi kazal ženo pa otroka, ne? Zato ker tudi na tak način se delajo karijere, meni pa se mi zdi, da to ni prav, ker to tudi nisem jaz, no, se jaz tudi želim... Ni to tvoja tema, Ne, ni, pa bi lahko bila, saj bi znal tudi delati družinski vlog, brez težav, ne? Vse materijala je dosti, sam jaz se pač dostikrat ali pa pogosto zavestno odločim, da je pač to čas za družino, pa da ga ne bom sral s tistim telefonom non-stop, ne? Zato ker pač nekaj pa lahko tudi zame ostane, ne? Ali pa za nas. Ampak, recimo, ko prav smo malo voajerji, a bi tudi rekel, da v resnici tudi odnosi privlačijo, rekel, tako, ljudi, ne?
da ta dinamika družine kot taka privlači. No? Tako, ne samo, da smo v eri, ampak da se ta dinamika odnosa privlači. Zagotovo. Ampak hec je to, da privlačijo dobri in slabi odnosi. Ne? Jaz se dostikrat spomnim, jaz ne bi želel, ne da imam slab odnos, ampak hočem reči, v Ameriki je bil dolg časa nazaj en zelo uspešen vlog, ko sta bila partnerja, fant pa punca, in jedro njunega odnosa je bila to, da sta si nagajala. Ne? Pa da je bil kreg, pa je bilo to, meni se zdi, da, mislim, veš, in odnos je seveda nekaj, dober odnos je nekaj, po čemer stremimo in želimo to tudi videti. Seveda pa zraven pride, včasih je pa še bolj zanimivo, če se kdo ima skrega, pa da mogoče vidiš, kako se pa te stvari pokrpajo nazaj. Ne? Tako da odnosi privlačijo v vseh pogledih, se mi zdi. No? Pa tudi lepo je videti nekoga, ki se razume, ali pa odpelje hčerko ali pa sina na izlet, pa da vidiš, kako je mimogrede. Pogledal sem tudi tvoj režijski in igralski prvenc, ko upam, da ga boš pol delil tudi z množico enkrat. In je mimogrede super, no? Tako pač se nič ne vleče in tako naprej. Okay, hvala. To si me ti naučil, kako se reže, veš, jaz sem prej delal neke dolge variante. Manj je več. Ja. Ej, veš, kaj sem hotel vprašati? Čakaj, zdaj smo se... Kako krmariš med službo pa med družino? Res, ko ti si res ogromno na poti, praviš pred karanteno po 60 letov na leto ali pa več, tujina, Slovenija, 100 steni. Po resnici? Ja. Ful težko. Ja. To je ena najtežjih stvari, s katero sem soočen, zato ker pač to vpliva na vse. To vpliva tudi na partnerski odnos. In biti veliko z doma in včasih potem, ko si doma, pa v bistvu kompenziraš preveč v nasprotno smer, a veš, in to te tudi hitro zamika, da greš po vzgoji mogoče čez rob, ker drugače ne bi šel, ne? A veš, da prideš domov, pa bi mogoče, ker nisi otroka videl en teden ali pa 4 dni, pa da bi mogoče več dovolil, kakor bi mu mogel, ne? Zato, ker kompenziraš podzavestno. Nisva se dolgo videla, ni problema, veš, da lahko, ne? Zato, ker imaš mogoče včasih tudi malo občutek krivde, ne? Pa te Tamara ni videla in pol proži za, ne vem, ta tretjo čokoladico, pa rečeš, ljubica, ni problema, ne? Včasih se treba zabremzati. Predvsem pa je tukaj na udaru lahko partnerski odnos, ne? Pač to je treba priznati, zato, ker pismo, če sem se jaz kaj naučil, je to, da zakon ali pa ljubezen ali pa odnos, da to je en sam del, v dobrem in v slabem, ne? In zato, ker si mi rekel, kako se soočam s tem, pač težko. Zato, ker vidim, da je treba ful enega napora in nikoli si nisem to mislil. In zdaj se še bolj spoštujem to, kar sem videl doma, ne? Pri svojih starših ali pa pri starših kakšnih prijateljev, ne? Zato, ker je treba se truditi non-stop. Zato, ker zaljubljenost, to vsi vemo, mine, ne? Če misliš, da ne mine, pol še verjetno nisi dosti skozi dal, ne? Ali pa si bi mogoče enkrat zaljubljen, ali si pa zdajle zaljubljen, ne? Ljubezen je pa pač, se mi zdi, da je to, da je to ena una glina, veš, ki se vrti, pa ni nikoli do konca oblikovana, ne? Ves čas moraš imeti roke na njej pa oblikovati, pa paziti, da se ne bo razvrtel, pa bo šlo vse v maloro, ne? Tako da na tak način to gledam, no? Veliko trdega dela pa zavestnih odločitev za to, da pač odnos ostane, ne? In pač ne moram reči, da gre vedno samo na gor, ne? Zato, ker gre na gor in na dol, ne? In včasih rabiš malo dlje, da se pobereš, včasih se pobereš pa lahko relativno hitro, ne? Tako da jaz tako zelo realno gledam, pa nimam nobenih, ne sadim si rošč tukaj, ne? Lahko je čudovito in je čudovito, ampak je pa tudi zelo težko. Ampak se ni nič narobe. Se mi zdi, da če je težko, je to v končni fazi lahko potencialno tudi dobro, zato ker se naučiš delati, ne? Pa se navadaš delati. Pa če je težko, predvsem pa to, tako kot v službi, tudi doma, se mi zdi, da se iz uspehov naučiš največ, no. Mislim, to je dejstvo, tako se mi zdi. Ne iz neuspehov, ampak iz uspehov. Ne, jaz sem hotel reči iz neuspehov, da največ potegnem. Uspehi so super, ker pride z njimi veliko odobravanja, hvale, potrditve, konec koncev tudi finančno je lahko lažje, če je uspeh prisoten, ampak iz neuspeha se mi zdi, da se daleč največ naučiš, ne? In lahko pod nekaj naprej neseš. In pa tudi prenašaš naprej to na otroka, konec koncev, ne? Se mi zdi, da večkrat meni ne uspe, boljše tudi za tiste, ki so okrog mene, ker zdaj imam pa jaz nekaj zapovedati, kaj sem se pa jaz naučil, pa bom zdaj to dal. Poslušaj, mogoče, čeprav je treba ljudem pustiti, da grejo svojo pot, pa da delajo svoje napake, ne? Najhujše bi bilo pa zdaj ljudem preprečevati delati nekatere napake, sicer ne neke usodne, ne? Ampak včasih se mora človek tudi zmotiti in ga moraš pustiti, da se zmoti. Ker takrat, ko bo on razumel, pa dojel, da je nekaj narobe naredil,
je to vsem boljša izkušnja, kot če bi ga ti kar na vse vnaprej opozoril, se mi zdi. A veš, Veš, tako čisto konkretno napako, recimo, ki bi jo lahko podelil, pa da ni preveč osebna, pa bi, a veš, to zdaj off the cut malo izzivam, ampak tako. Ja, ne, sej mislim, ena je povezana direktno s partnerskim odnosom. Ne, se me je žena že večkrat vprašala, je rekla, Cirila, pa se ti zavedaš, da tudi vsak vikend non-stop delaš, ne? In ker jaz toliko uživam v tem, kar počnem, jaz tega ne vidim. In ti včasih izgubiš kompas, ne? Pač izgubiš ga, ker pač jaz še tole bom naredil super, v nedeljo bo dobro vreme, me še tale avto posnel, ne? Nič hudega, če je ljudeno dobro vreme, ne? Se mogoče bo pa v ponedeljek tudi. Ne, sam pa imam že tisti, ne, nimaš, daj vsak vikend delaš. In to je tisti reset, ki ga včasih rabaš. Ali ti to sporoči otrok, ki ti mogoče ne zna tako artikulirano razložiti ene stvari, pa mogoče joka ali pa teži, pa je tečen, ne? In to so tisti manjši neuspehi, ki ti pomagajo pol graditi naprej, no? To čisto konkretno. Ja. Ali pa da butneš avto, pa se naučiš, da ga ne boš več, zato ker si šel prehitro v rondo. Naprimer. Ful si mi dobro povedal, ko smo se zadnjič pogovarjali, si rekel, dober odnos graditi je tako težko, kot če greš vsak teden na Mount Everest. Tam je pa res dobro. No? Ja, zato je res tako težko. Pač preprosto ni lahko. In pa ne govorim samo na odnosu z zakonom, ne? Saj s prijatelji je isto. Ne? In to se mi zdi pomembno, da ne zgubiš tega. Ne? In jaz sem sreč, imam najboljšega prijatelja, ker mi vedno in brez izjeme nastal ogledalo. Ne? In pač to je tako dragoceno, ker vidim, da dostikrat ljudje nimajo, da so najboljši prijatelji pogosto tisti ljudje, ki ti povejo to, kar oni mislijo, da bi ti želel slišati, ne pa to, kar je res. In to se mi zdi največja napaka. Pač ti moraš človeku vsak dolg časa povedati, kar mu gre, pa se bo pa že on moral soočati s tem, ali je to napaka ali pa neko dejstvo in tako naprej. No. Wow. Ja, pri teh odnosih se mi zdi, da je največkrat je res problem to, danes sploh v partnerskih odnosih, no, da pač obupamo na hitro, ker mislimo, da ko ni več luštno, pa ni več v redu, pa moramo pa drugje iskati bolj zelene travnike, ali pa ne rečem. Fajn. Dej še kaj tako, bi rekel, iz sebe ven o tvoji osebnosti, ki smo že govorili, pa je jasno, da ti je pomagal tudi oče oblikovati, pa tako. Tukaj vidim jaz ogromno res, tako kot sem na začetku rekel, ene dostopnosti, pa humorja, pa entuziazma. Ne? Te stvari so tiste, ki ti delajo brand v resnici. Pa mi pa še nekaj na koncu povej, ti pa že kar zdaj povem, kako pa ob tem vseeno, ker si tako popularen, ostaješ down to earth, nekako prizemljeno, kako te rečeš. Lej, začetek, jaz sem takšen, kot sem zaradi očeta in mame in tudi njunih karakternih lastnosti, ker obema je mogoče malo vseeno, kaj si drugi mislijo in se mi zdi, da do neke mere je to prav. Jaz sem v resnici en velik otrok. Pač jaz v bistvu sem ful vesel, da sem uspel obdržati otroka vse. Zato, ker se mi zdi, da zaradi tega lahko razmišljam, ali pa da mi daje to možnost, da razmišljam pri enih stvareh malo bolj brez okvirjev. No? In to se mi zdi ful pomembno. Jaz sem drugačen, jaz sem na hece, skozi. In to se tako ne neha. Jaz sem na hece tudi takrat, ker ne bi smel biti. Včasih je treba, poslušaj, zdaj pa to resna tema. Konec koncev tudi, ker tam res nervozen se začnem smejati, ker je to moj prvi odziv. Drugače pa nasplošno, predvsem se mi zdi pomemben, zdaj sem se spomnil, pa že zanj sva o tem govorila, eno življenjsko vodilo, ki ga imam in tudi tega sem dobil od očeta. On se je, ko se je upokojil, je vsem tistim, ki so prišli na to, rekel, zaključno slovesnost ali pa druženje, je dal en tak majhen koledarček in na njem je pisal od Jurčiča, se mi zdi, življenje ni praznik, in tam gor je pisalo, da ne kar veleva mu stan, kar mora to mož je storiti dolžan. Ne? In to se mi zdi na nek način ful lepo, in je tudi v sozvočju s tistim, kar sem prej razlagal, da jaz ljudi ne vidim skozi, bom rekel, ali raso, ali skozi funkcijo, skozi to, kaj so dosegli v poklicnem življenju. Da pač ne glede na to, kje si, pa kdo si, ne pozabi, da si človek, pa da smo vsi enaki. Jaz res v to verjamem. In če imaš možnost, pa priložnost, pomagi, včasih je to majhna pa neumna stvar. Pač jaz vidim, da... V Črni gori pelati dve ženske... Ja, pa če sem videl na navigaciji,
če oni dve, ne, jaz sem jih pelil 4-5 km, jaz sem na navigaciji videl, da oni dve sta sami v gozdu in sem na navigaciji zoom out naredil, sem videl, naslednji kraj je 4-5 km stran. Vmes ni nič. Pa valjda, da sem ustavil, ne. No, bi se pa brigal zase, jaz sem zdaj tukaj na testni vožnji, Porsche mi vse plača, imam hudega avto s 500 konji, s kolegom sem imel super in nisem ustavil zato, ker sem takrat snemal vlog, pa sem pa tudi to vlog dal. Ustavil sem, ker bi ustavil v vsakem primeru, tudi če ne bi nič snemal ali pa nič beležil tega. Ne. In se mi zdi, da je to ful pomemben, da pač, veš, če imaš čas ali pa energijo pa voljo, daj polepši življenje sebi, polepši življenje kakšnemu drugemu, ker tebi mogoče to zelo malo pomeni. Recimo, jaz sem ves čas obkrožen s temi testnimi avtomobili, ki so včasih res hudi, pa stanejo 100, 200, 300 jurjev. Ne. In jaz se zavedam, da kljub temu, da sem že 15 let v tem poklicu, da nekdo nikoli v življenju ne bo mogel sesti v tak avto ali pa dati na gas v takem avto, sam na mestu, da sliši motor. In če imam čas, pa kdo pa ogleda avto, sem rekel, izvoli, odpri vrata, vzam si spomin, naredi slikco, a te jaz slikam. Ja. Dostikrat hočejo ljudje z mano slikati. Jaz se mi zdi, da so to majhne stvari, ki te nič ne koštajo. Če nimam cajta, ne bom tega naredil. Če imam pa 15 sekund, izvoli, odprem vrata, poglej si avto, naredi sliko. Ker vem, da bo prijatelj povedal. Ne. Jaz imam eno tako ideologijo, da jaz sem najbolj zadovoljen, ampak se mi zdi, da bom izpolnil svoje poslanstvo znotraj svojega poklica, če bom jaz mogoče enkrat s svojim delom navdušil enega fanta, da bo postal inženir. Pa bo mogoče enkrat izumil nek sistem, ki bo pa mogoče kakšen življenje celo rešil. Vse ni veš. Veš, to je ta butterfly efekt. Zato, ker sem si jaz, ker sem ravnal po svojem notranjem nagonu, pa sem začel ustvarjati vlog, pa sem naredil enega navdušenca s tem, ali pa zato, ker sem enkrat enemu fantu odprl vrata v Porsche, pa sem ga pelil en krog. Ker nikoli ne veš, da se zasadiš to seme in nikoli ne veš, mogoče ne bo nikoli usklilo, ali bo pa usklilo in bo zraslo in bo nekega človeka usmeril nekam v življenju. Jaz vem, da je to zelo idealistično razmišljanje in se verjetno to ne bo zgodilo, ampak če bom pa jaz naredil to z mojim prostim časom, se mi pa to zdi totalno noro. No? Točno tako. Lej, in tukaj bi šel prav na to, ne? Influencer, ne? Ti si influencer, veš, ti vplivaš na 150,000 sledilcev, tako ali pa drugačne. In tako, kot sva rekla, beseda influencer ima lahko slab prizvok, ker ga danes dejansko ima, ne, zaradi kakšnih, ki se začnejo dreti na podelitvah nagrad, naprimer, ne, pustno. Ampak, ali pa za dobro, ne, in ti lahko tudi v eno tako, po narekovajih, plehko temo upelješ zelo veliko dobrega, ne. In ti dejansko... No, mislim, jaz sploh ne bežim, jaz ne bežim od te oznake, jaz vem, da je to mogoče angleška beseda, pa da je slovenska mogoče vplivnaš, pa ima ta tudi spet neko negativno konotacijo, verjetno, ampak jaz sem ponosen na to, mislim, čisto iskreno, da jaz vplivam na ljudi s tem, da govorimo o avtomobilih. Zato, ker se obenem zavedam tudi to, da je moja zgodba veliko več kot avtomobilska. Zato, ker je zgodba, ki je pozitivna, zgodba, ki je vsak tok časa tudi dobrodelna. Pač fajn pa mi je, da se ne rabim za to truditi, da to prihaja ven iz mene. Ne? In jaz sem, če kdo reče, ma daj komotar, kaj se ti neki influencer tukaj? Ja, jaz sem pa vesel, da sem influencer. Zato, ker konec koncev vplivam tudi na nekoga, ki se odloča za avto. In avto je pomemben nakup v življenju. Se to ni štruca kruha. Ja. Mislim, razumeš, avto stane, ne vem, 10, 15 tisoč, 50 tisoč evrov in ta avto ima mogoče nekomu pač, avto ljudem veliko pomenijo. Mislim, avti rešujejo življenja in dajejo kruh tudi marskomu, ne. In zato se mi zdi, da sem vesel, da sem influencer, da sem vesel, da vplivam, pa da lahko usmerim na pravo pot. Ker to ne pa konstantno. Ker nisem v vlog, je tudi tisto, kar se v ozadju zgodi. Komuniciranje z bralci pa z gledalci in tako naprej. No. Tako. Super. Ja, tukaj si tudi, mislim, a veš, tukaj tudi daješ dušo v to, kaj vidim, ne, odgovarjaš in tako. In v resnici bi preko te dobrodelnosti... Sam ne folgam vsega, veš. Ja, prost. Ja, verjamem. Lej, pač. Jaz sem na Facebooku, imam po mojem tam že 3500 neodgovorjenih sporočil. Jaz pri ta najboljši volji ne moram vsega porihtati, jaz probam na Instagramu recimo ostati aktiven, pa nekako vse popucati, ampak ne zmorem, ker pa bi lahko vsak dan samo to delal. In vem, da imam tudi grozno občutek, ker je toliko enih ljudi poslal, odgovoril sem jih pa najem 7-8 tisoč, ne, v 5 letih. To je res del, pa ta komunikacija, sam pač preprosto ne moram vsega pofolgati. No. Ja, normalno, lej, mislim, da se to tudi razume sicer, no. Ampak hočem reči, veš, kaj je bil za mene kliker, ne, ko sva že šla malo na to dobrodelnost, velikrat imaš kakšno tako dobrodelno zgodbo, tudi na našo stran smo dali to leta zadnjo, ki je bila s tem gospodom Volkswagenoma, ne.
Ampak meni je bila pa veš, ko se tudi odločaš, a bi, pa kdaj bi, pa kako bi naslednjega gosta, pa moški zajtrk, pa tako. In pred 2 mesecoma nekako je Urška, mamica od Rožleta, ki bo zdaj 1 leto, kar je pokojnija, dala gor fotko, ne bom pokazal tebe, Rožletom, mnogi Rožleta poznamo, smo molili za njega, čakaj. In vaju 2 z Lamborghinijema, In jaz sem prej vedel, da se je Rožle pelel z Lamborghinijem. Nisem pa vedel, da se ga ti pelel. Vedel pa sem, koliko mu je to pomenilo še takrat. In taka zgodba, taka stvar se mi zdi, da ti rekel, tudi tebi je dala ogromno. A povem to zgodbo? Daj prosim, povej to zgodbo. Mami Urška je rekla, da lahko. Ja, stari, zdaj me je spet, sem dobil en tak šamar emocionalen. Lej, tako je bilo, ponedeljek popoldne je bil, 5 popoldan in me je klical en bivši sodelavec iz Siola, sicer ne novinar, ampak mislim, da je tehnik bil, če se ne motim. In smo se na hodniki tako srečevali, skratka mi, da so se poznala. Jaz sicer poznam tudi Rožletovega očeta, ki je pa bil novinar, na Trendih je delal, ampak to v tem trenutku ni pomembno za ta storyline. Skratka, mene je poklical in je rekel, ker on pa mislim, da je ali brat ali ožlaht z Urško, brat, ja. In je rekel, poslušaj Ciril, ne vem, če se me spomniš, jaz sem nazadnje obljubil nečaku, da ko bo pa on prišel k meni na obisk v Ameriko, da sem mu obljubil, da ga bom pelil z Lamborghinijem. In takrat je on slutil, da pač Rožle nikoli ne bo mogel priti v Ameriko. Zato, ker so se stvari tudi začele slabšati in tako naprej. In jaz sem v tistem trenutku sam rekel, stari, say no more, jaz sem cel naslednji dan tork, jaz sem zbrisal vse, kar sem imel nekaj pomembnih sestankov, pa kupenih stvari za urediti. Jaz sem zbrisal cel urnik, jaz sem takoj poklical ljudi, za katere vem, da imajo enega Lamborghinija in sem rekel, jaz ne vem, kje je v Lamborghini, a ga kdo ima, a ga kdo nima, a ga kdo rezerviral, tisti avto je jutri moj in naj me zjutraj čaka pripravljen. Samo sekundo mi daj. Nič, v torek zjutraj me počakal avto v Ljubljani, sem se usedel, sem se odpeljal v Kranj, sem se spoznal z Rožletom in sem ga odpeljal na en ful lep road trip. Čuk je bilo dobro. In sva začela, zapeljala sva se na avtocesto, pa sem rekel, Rožle, ti sam reč 3-4 zdaj. In je rekel, 3-4 zdaj, in jaz sem pohodil gas, tako, ki ga nisem še nikoli res. In tukaj upam povedati, pa če kdo policaj, prosim, brez zamerene, mi da so letela čez Gorenjsko 280+, tam malo je kričal od vesela, prerezala sva vse tunele s tistim 10-valnikom, mi sem ropotala, sva gor dol, šla sva obrniti na izvozu na avtoceste, zato da sva šla še enkrat čez tunel. In pa sva šla na Bled in sva parkirala tisto avto in vem, da so parkirala pri tisti hokejski dvorani oziroma pri drsališču dol. In glih tisti dan so imeli otroci nek športen dan in je bilo, ne vem, iz glave govorim 5-6 avtobusov, 300 otrok in ravno v tistem trenutku so otroci šli proti avtobusom in to je bilo, vsi so bili zunaj, midva se dol pripeljala s tistim Lamborghinijem, ropotava in otrokom, jaz sem dal šipe dol in jaz pogasil in otroci so obkolili tisti avto in jaz ti ne znam povedati, kako se je Rožleto fajn zdelo, mislim, to je bilo noro. Ljudje so začeli prihajati z lokalov, kaj se dogaja, kdo tukaj ropota, otroci so se drli, mislim, usmejali so si, tam je bil poln življenja, mislim, tako lepo je bilo. In po enem trenutku je bilo meni že nerodno, ker sem res tako fejs ropotala s tistim avtom. In sem rekel, se zdaj pa morva in je Rožle mene, tej Ciril, dej še enkrat, dejva za njih še malo zaropotati, mislim, to mi je bil najlepši moment. In sem rekel, še enkrat, ok, dejva še enkrat in sem še enkrat dal v ler in pogasil, ker to res poka poropotati, to si razgrajaš, ne.
In potem so parkirala tisto zver in sva šla na en sprehod ob jezeru, sva šla na kosilo, nekaj pojest in sva se pogovarjala in sva se lepo imela in pol po 4 urah, 5 urah sem ga pač pelil nazaj domov in sva se poslovila in objela in pa sem pelil še njegovega brata en krog, pa sem pa se poslovil in pa sem celo pot nazaj do Ljubljane jokal. Tako. Sem pa vmes tudi snemal in sem en vlog posnel samo za njega, tako pač čist kratek, ni bil prav vlog, ampak en tak kompilacija posnetkov z eno tako lušno muziko najnega doživetja s tem Lamborghinijem, vključno s pospeševanjem na avtocesti, s tem, kako so naj otroci gledali in tako naprej. In pa sem mu jaz ta posnetek dal in sem slišal, da so ga še zelo velikokrat pogledali v spomin. No. Nisem pa seveda nikoli tega z eno fotografijo ali pa videom kjerkoli kazal, zato ker se mi zdel grozen, da bi jaz gradil na svoji javni podobi s tem, da bom, ker jaz vem, kako bi bilo to privlačno, nekomu peljal otroka z Lamborghinijem. To je pač vsebina, ki bi bila zagotovo viralna, ne? Sami na misel ni prišlo, da bi to kjerkoli sploh komuniciral. Ne? In to je ta moja zgodba z Rožletom. No? You made his life and he made yours. Ja, veliko sem odnesel od tega. No. Jaz sem pa sam vesel, da sem bil mogoče lahko čistko gledano sebično. Ne. Zelo veliko sem jaz dobil od njega, no, se mi zdi. Zato, ker še zdaj se spomnim, ko sva sedela v avtu, pa mi je razlagal, ja, pa še izpit za kolo bom šel delati, pa to bom še... A veš, on je bil poln planov in tako in ta mindset mi je zelo veliko dal. No. Jaz sem pa vesel, da sem mogoče mu omogočil en del enega dneva, da je malo pozabil, pa da je pol tudi nek spomin dobil, pa da si je še kdaj tisti video pogledal. No. Pa verjamem, da ga še danes zdaj pogledajo doma tako malo spomin. No, no tako. Ja, ful močna zgodba, no, ki kaže na to, kako smo vsi dragoceni, kako smo vsi pomembni. Ko Rožletovo zgodbo poznam globino, kar se tiče vere, ne, vem, kako veliko vlogo je tudi ta imela v njihovem in njegovem življenju in vsa ta entuzijazem in ta mindset in vse to dejansko tudi tukaj ven izvira in ja, jaz sem prepričan, da Rožlet tudi zdaj uživa, ker tole razlagava. No. Ostanimo otroci. Jezus je rekel, takih je nebeško kraljestvo, če ne postanete kakor otroci. Ne? In zdaj bomo kot eni otroci, je cajt, da se gremo vsi skupaj en tak fajn unboxing. Ne? Kdor gleda tvoje vloge, ve, da pač ja, ti kot influencer dobiš veliko enih takih stvari. Yeah, baby! Žakari, kje imate? Bravo, Primož, Robi! To je to. Kje imaš, Ivan? Bravo. Mim grede for the record, ful je čudno gledati svojo faco na škatli, ja, bro. Ja, te verjamem, stari, sem te hotel vprašati, pa sem te rekel, ne, mogoče bo rekel, da ne smem poparati. Ne, ni panike, sam jaz se še kar nisem navadil, veš. Ne, moš priznati, da je cool, no. Ja, zelo cool je, nič ne rečem. Ja, ne. Fante, dajmo 3, 4, zdaj, gremo. Pa ponovadi nisem pripravljen z nožem, danes pa sem, ne. Kaj sem ti jaz povedal, drugače ja, ne. Ja, točno to je. Pa nož prstine. Ok, se jaz čist točno še tudi sam, ne vem, ker nisem jaz tega sestavljal, tukaj bi se najlepše zahvalil Metodu Špitalu, pa ženi in ekipi in naši Eriki in Zlatkotu. Hvala lepa, zlati ste. Čakaj, da vidimo, kaj so tukaj notri dali. Vem pa načeloma, kaj mora biti notri, ampak dajmo lepo po vrsti. Dečki, dejansko, čaki, ne še to je na koncu. Prost. Ja, bravo, Rafko, se strinjam. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja, to je to. Evo ga foter, ljudje, zajtrk bo. Nekaj za pojest. Istok Mlakar pravi, anom jaz še kak šalamčk.
Tako da to je to. Pa dajte še mečken za hrano počakati. Daniel, zakaj nisi šel na pošto iskati? Nekaj ti je čakalo. Jaz bi pa vseeno, predno se lotimo hranjenja, na kratko omenil še, kaj je tole. Torej, tukaj je tale del paketa, ki ni prehrambeni. Seveda smo morali kaj bližjevega dati. Imamo kartice, ki jim rečemo molitvene kartice in s temi karticami nalagaš na bančni račun svojega odnosa vsak dan. Ena je očitno za moža, ena je očitno za ženo, glih obratno, ne, se pravi molitev za ženo ima dec, to je tvoja dec. Mimogrede, en moški vmes, mislim, da ima 2 moške, pa eden ima 2 ženske. Dajte se javiti tisti, ki imate to napako, pa pošljete, pa vam bomo ja. Skratka, tukaj je pa za žensko, ne. In tudi ti 2 molitvi nista kar tako, ne, ker sta gender specific, bi rekel, ne, v sodobnem jeziku, ne. Se pravi, bom prebral molitev za ženo, ki jo jaz tudi zdaj molim vsak dan. Nebeški oče, hvala ti za mojo ženo. Varuj jo in napolni njeno srce s svojo bližino. Naj danes občuti, da je lepa in ljubljena. Obnavljaj v njej, njeno dušo poživljaj s svojo ljubeznijo. Obnavljaj v njej zdravje in moč. Pazi, daj modrosti njenim ustnicam. Bodi ji trdna opora. Preženi od nje skrbi in strah. Vodi njene korake in blagoslovi njen dan s hvaležnostjo in radostjo. Tvoji večni zvestobi naj skupaj rasteva v veri, upanju in ljubezni. To mislim, da kar nekaj nas to vsak dan molno in to makes a difference. Tle imamo 10 pravil za srečen zakon. Če ste se prijavili zraven na e-novičke, ste dobili še e-knjižico, kjer so razložena, pa jih zdaj ne bom bral vseh, preberite si jih, pridejo prav. Ta zadnjo, 10, najbolj aktualno, če že mora kaj škripati v zakonu, naj bo to vaša postelja. Ok, pa še ena tale knjigica. Ta knjigica ima pa tudi eno ful posebno zgodbo v zadnji in sicer naslednjo. Jaz sem to knjigico pred leti prebral, dal enem svojem prijatelju za brati in mu je bila ful huda. Tega moža, tega avtorja sem jaz poznal, to je Iztok Jarc, oče 4 otrok, ki pa je žal že tudi pokojni. Leta 2015 je umrl v zmajarski nesreči, gor nekje nad Karavankami. In ko smo za Cirilovo očetovo zgodbo, jaz takrat, ko sem se razmišljal o vsebini te knjige in da bi jo dal noter v paket, sploh se nisem pomislil, da to v resnici zelo paše skupaj. Zelo paše. Fantje, mi smo tukaj zdajle. Danes smo poklicani k temu, da gradimo odnose s svojimi ženami, pa da gradimo odnose s svojimi otroki. Ne veš, koliko časa boš še imel v lifeu to priložnost. Iztok pa, ko knjiga, jaz bom par poudarkov, če lahko, Ciril, jaz bi sem prebral. Prosim lepo. Par poudarkov bi prebral, ampak je pa, torej, zmaj ali kraljična, ti dec si odgovoren, kaj boš doma imel. Na tebi je. In sicer takole, ženska želi kvalitetnega princa. Ona hrani svoja čustva za možakarja, ki jo bo spoštoval in cenil. Moški mora sporočiti dekletu, da je sam iz kvalitetnega materiala. Ko bo preizkusila, da to drži, ga bo naredila za popolnega kralja. Zdi se, da je ženska najprej zmaj, ki pa se kasneje prelevi v kraljično, ampak samo ob ustreznem princu. Prav ima. Zahteva veliko, ker daje veliko. Ko ženska govori o svojih občutkih, jo je seveda treba vzeti resno, nikakor pa ne dobesedno. Če ženska reče, da je vse narobe, je verjetno le utrujena in še žarnico je treba zamenjati. Ko moški reče, da je vse narobe, je res vse narobe. Verjetno je pogorela hiša, zapustila ga je žena, razbil je avto in dobil odpoved v službi. Pazi to, moški posedujemo več moči kot ženske. Vse je odvisno od tega, kako jo bomo uporabili. Bomo s svojo močjo omejevali ali zaščitili šibke. Dobrega partnerja se ne samo dobi, ampak se ga tudi naredi. Investirati je potrebno svojo kri in svoj pot, drugače ne gre, to sva govorila.
če bi mladi zaročenci vedeli, kaj jih čaka v zakonu, se verjetno nihče ne bi poročil. V zakon je potrebno investirati mnogo dela in energije. Zakaj? Ker so boljše stvari večinoma dražje. In fantje, te ni velik, ne? Se težko včasih kaj preberemo, ampak dajmo brati. Dajmo tole si prebrati. Ne rečem, da nimajo tudi punce kaj zadelati na področju, kako naj one spoštujejo nas, ne? Mi naj ljubimo njih, one naj spoštujejo nas. Ampak v tem trenutku smo mi na potezi in kadarkoli, kjerkoli iskati zunanje, tiste, ki naj se prej zmigajo, da bo pol vse v redu, vemo, da je brez veze, je izogibanje odgovornosti. Tako da mislim, da so Ciril veliko teh tem dobro pokrila, no. Vem, da ne bom te zdaj spraševal o tem, vem pa in si sam povedal, ne, jaz velikokrat pravš imam v avtu čas tudi kakšne podcaste poslušati. Gradnja odnosa je trdo delo in pri družini in življenju res nekako probamo pomagati graditi ta odnos preventivno, ker je vseeno, po hrvaški rečeno, ipak bolje liječiti nego liječiti, ne, in ker je dejansko lažje vnaprej delati, kakor pa za nazaj, ne. In to je treba delati na dnevni bazi. Mi vam pri tem pomagamo tudi s tem, da delamo zdaj te oddaje, Odnosi so zakon, si lahko na YouTube subscribate ali pa v bistvu tudi na naš podcast, ki ga Rok zdaj pretvarja in ga lahko najdete tudi kot Družina in življenje na kjerenkoli od teh podcast aplikacij. Ciril, mislim, da smo fajn, no? Daj, če imaš še kakšno tako zaključno za konec. Ne, jaz mislim, da so Lamido precej izčrpna. Rad bi se pa zahvalil za povabilo in za pristop in jaz sem ful užival, no? Jaz sem res ful fajn. Upam, da je bilo tudi vam fajn, tako je bilo, se mi zdi, da je bilo nama fajn, da je bil tako zelo tak organski pogovor, da ga nisva rabila potiskati v eno ali pa v drugo smer in da se je kar zgodil z nekimi vodili in sem res ful užival, no? In hvala vsem tistim, ki ste si pač vzeli čas za to, no.